Lepo pozdravljeni. Model pedagogike Montessori po metodi poučevanja otrok od rojstva do mladostništva, ki ga je razvila italijanska zdravnica Maria Montessori, je uveljavljena v šolah, uveljavljen v šoli po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Kakšno obogatitev predstavlja v slovenski vzgoji in izobraževanju? O tem govorimo v tokratni oddaji Pri vidi. Naši sogovorniki so Stanka Čremožnik-Parpajon, ravnateljica osnovne šole Montessori in hiše otrok vrtca Montessori. Martina Dvornik, predsednica Združenja Montessori Slovenija, in magister Pavel Demšar, ustanovitelj inštituta Montessori oziroma Montessori inštituta in tudi ravnatelj osnovne šole Montessori Ljubljana. Lep pozdrav vsem skupaj. Začnimo pri vas, gospod magister Demšar. Vi ste praktično začeli s to metodo, jo pripeljali v Slovenijo. Malce razložite, zakaj gre. Torej, Maria Montessori je bila, rojena je avgusta 1870, umrla pa je leta 1952. Ne? In ona je kot zdravnica pripeljala in začela s to metodo. Pa nam povejte, v čem je specifika te metode. Ja, res je. Maria Montessori je še praktično v začetku prejšnjega stoletja, ko še niti ni bilo vrtcev, videla to potrebo po tem, da se otrokom, ki so bili na cesti, ponudi neke vrste varstvo, pa ne samo varstvo, tudi vzgojo. In je že leta 1907 ustanovila prvo hišo otrok. In potem seveda se je ta metoda še v času njenega življenja zelo razmahnila. Že takrat po vsem svetu, v Sloveniji pa smo dobili prvi vrtec leta 2001, ki so ga ustanovile Uršulinke. Potem kasneje pa je tudi z izobraževanjem, ki smo ga vzpostavili, začeli nastajati drugi vrtci po Sloveniji. In pa leta 2010 smo odprli prvo osnovno šolo, tako da bomo letos praznovali 15-letnico od odprtja. Torej, v čem je zdaj ta pedagogika tako posebna? Mogoče Stanka Čremožnik-Parpajon? Ja, to na kratko je na nek način zelo težko reči, ampak gotovo je posebna v tem, da pomaga otroku, da sam razvije. Tudi geslo, zlasti v predšolskem obdobju, je pomagaj mi, da naredim sam, da je izkustvena in v tem, da je na nek način opolnomoči otroka, kasneje mladostnika, zato da odrašča v svet kot samostojen, kot iznajdljiv, kot tisti, ki mu je raziskovanje ljubo, ki ohranja to veselje do učenja, če govorimo o osnovnošolskem otroku. Še marsikaj bi se konkretnega dalo povedati. Ja, no zdaj bomo seveda konkretno to razložili, kajti ta načela, ki ste jih povedali, to bi vsaka šola podpisala, ne? Tudi druge šole bi rekle, tudi naš otrok je samostojen in iznajdljiv in tako naprej. Mogoče Martina Dvornik, zdaj vi ste predsednica tega Združenja Montessori Slovenija, povejte nam, tudi vi se ukvarjate z otroki, ne? Vi učite otroke, kateri? Jaz sem učiteljica v osnovni šoli Montessori v Mariboru, v prvi triadi poučujem. Ja. Meni se zdi, Montessori je način življenja. In otrok v pripravljenem okolju spoznava značilnosti, vrednote, znanje, vse te informacije pridobiva na način, kjer lahko je samostojen, kjer sam rokuje z materiali, ga raziskuje, ni časovno omejen, hkrati pa poleg teh kompetenc, ki jih razvija na znanstvenem področju, razvija tudi svoje celostno razvija sebe. Ena izmed značilnosti je, da material samo eden v sobi Montessori, zaradi tega, da lahko otrok razvije tudi to potrpljenje, da počaka, da pripravi material za naslednjega otroka, ki pride za njim, da si vzame čas in z njim res dela, da ponotrani, lahko ga vzame neomejenokrat. In s tem res razvija svoje sposobnosti, neopredeljeno na druge.
otroke. Hkrati pa poskrbi za druge otroke, ker poskrbi, da je material popoln, da je na razpolago tudi drugim, pomaga eden drugemu. Tako da okolje Montessori nudi otroku, da se razvija kot posameznik, hkrati pa razvija tudi skupnost. Ampak zdaj material je samo eden, kaj je to potem les ali kako? Material fizično, recimo samo ena peščena števila so, ali pa samo ena trinomna kocka. Nimamo 4 trinomnih kock. Tako. To se pravi, lejte, zdaj tule ste prinesli kar nekaj tega materijala oziroma pripomočkov. A nam lahko, prosim, razložite, zdaj recimo tukaj imamo črko Č, ne? Mogoče jo lahko vi dvignete, gospa Stanka. Ta črka je na leseni podlagi, torej ta oblika je predpisana. Če je seveda v italijanščini ni, ne? Vi ste zdaj to razvili posebej in v čem je značilnost te črke? Zdaj, če bi se otrok dotaknil, povejte nam, opišite malce tole. Montessori material, tako jih imenujemo, te na nek način didaktične pripomočke, razvojne pripomočke. Gre za to, da je to rahlo hrapava površina, po kateri drsimo s prsti. In na tak način črko tudi predstavimo predšolskemu otroku. In s tem, ko to vadi, ko to za nami ponavlja, jezik ga zelo zgodaj začne zanimati, si zapomni obliko črke, vključimo tudi to, da črko oziroma glas poimenujemo, mu pokažemo v tišini. Ena od pravil v predšolskem obdobju zlasti je, ko govorim, ne delam, ko delam, ne govorim, gre za izolacijo pozornosti, da je otrok res zelo pozoren na gib, ki se zgodi, tako da mu v tišini nekajkrat ponoviš gib in otrok za tabo, zdaj si ti na vrsti, otrok ta gib za tabo ponovi in s to črko lahko dela. To se pravi, recimo, tudi če bi imeli koruzni zdrob, recimo. Bi dali koruzni zdrob v krožnik in otrok že pri 3 letih bi po krožniku na nek način po tem zdrobu s prstom risal, ali kako? Ja, tako. Nadaljuje potem iz tega, lahko še v drugih oblikah zapisuje in uri. Pri pisanju v zdrob je lahko začne tudi, ko fina motorika še ni tako zelo razvita. Lahko tudi s čopičem piše v zdrob, kjer je že naslednji korak. Tako da ja, peščene črke so material, ki ga je že res Marija Montessori razvila, originalni Montessori material in še danes. S tem, da smo ga v Sloveniji, kot ste opazili, črka Č je tipično slovenska, izdelali sami. To je fin smirkov papir, ki je za otroka prijeten, ali pa, kot ste prej zdrob omenili, v katerega lahko piše, lahko bi bil tudi z zdrobom izdelan. Ali pa iz peskom, to je peščena črka. Peščena črka. Obstaja tudi peskan papir, in lahko bi ga tudi iz peskanega papirja izdelali, zresali ven. Ampak otrok je pri 3 letih sposoben že pisati na ta način? Otroci imajo občutljiva obdobja, kako je rekla Marija Montessori, in eno izmed občutljivih obdobij je tudi občutljivo obdobje za jezik. So pa otroci hkrati tudi v občutljivem obdobju za materijale, imajo ta senzorni čut razvit. Iz tega razloga je potem tudi peščena črka njemu blizu. Če bi to obdobje zamudili, v šoli recimo nimamo več občutljivega obdobja za senzoriko, se poslužujemo drugih materijalov. Peščene črke pa ravno v tem sledijo otroku, da ima občutljivo obdobje za jezik, za glasove, za poimenovanje in pa za raziskovanje s prsti. To se pravi pri 3 letih? Otrok že spoznava glasove in njegove oblike in povezuje glas z obliko črke. No, gospod Demšar, zdaj omenili ste uršulinke, one so začele. Naj povem tudi, recimo, gospod Dvornik pa Čremožnik Parpajon, vi delate v sklopu zavoda Anton Martin Slomšek, to se pravi v sklopu neke verskega izobraževanja. Vaš inštitut je pa popolnoma civilen. Ali je kakšna razlika med tem ali ne? Razlika je v ustanovitelju, sicer pa je večinoma ustanov, lahko rečemo, družinskih podjetij in
tukaj pravzaprav ni razlike. Marija Montessori je na nek način razvila to pedagogiko, ki je neodvisna od rečemo temu, od takšnih in drugačnih verskih nazorov oziroma siceršnjih pogledov, vedno pa doda, da je pri vzgoji potrebno vzgajati otroka tudi za nek smisel življenja, za neko kulturo, ki je v nekem okolju, ki se pa lahko prilagaja. Ko je Marija Montessori odšla v Indijo, je tam vključila njihove navade, njihova verovanja v samo pedagogiko oziroma v tiste dele, ko je šlo za to tako imenovano kozmično vzgojo, kot je Marija Montessori poimenuje. Mogoče bi pa k prejšnji specifikam, po čem je specifična Montessori metoda, dodal še to, da če imamo trikotnik učitelj oziroma vzgojitelj, otrok in pa okolje, je specifika pedagogike Montessori ta, da učitelj oziroma vzgojitelj ni tisti, ki neposredno prenaša znanje do otrok, še posebej to velja za šolo, ampak je tisti, ki pripravi okolje, v katerem se otrok uči. In zato smo se začeli že zdaj pogovarjati o materialih. Del tega pripravljenega okolja so tudi materiali in je okolje. In večinoma veliko časa učitelj posveti pripravi okolja. Pripravljeno okolje pa naprimer tudi pomeni, da so heterogene skupine, da so različne starosti. To pomeni tudi, da starejši že delajo bolj zahtevne materiale, da se mlajši potem zgledujejo in to zgledi vlečejo. In dejansko tukaj ne gre toliko za odnos samo učitelj, vzgojitelj, otrok, ampak gre tudi za medsebojne odnose v sami skupini. In tukaj tudi posvečamo veliko pozornosti, da se že otroci učijo lepih medsebojnih odnosov, kot je Martina prej povedala, da je potrebno na material tudi počakati in da se na tak način tudi učimo med temi otroki s svojimi generacijami, kako sobivati. No, izbrala sem z vaše spletne strani nekaj fotografij, mogoče se lahko sprehodimo skozi te fotografije. Ta inštitut, to je neka velika stavba v Ljubljani, potem bomo videli to učilnico, kjer dejansko so vsi skupaj, to se pravi majhni in veliki, kar je še posebej zanimivo. Zanimivo tudi to, kako potem resnično ustvarjate to razliko, kako eni napredujejo in drugi še ne napredujejo toliko, ker niso tako zreli. Kako dejansko poteka ta dinamika? Kakšen je zdaj vaš ta razred? Ja, to je na primer zelo pomembno, ta heterogenost otrok, ker seveda otroci imajo zelo različen ritem osvajanja. To, kar nekaterega zanima pri 10 letih, mogoče drugega pri 11. In prav ta heterogenost skupine omogoča, da lahko mlajši otroci se že spoznavajo z zahtevnejšimi materiali, ki jih delajo starejši oziroma obratno, da otrok, ki še ni sposoben za nek preskok oziroma za nek razvoj na določenem področju, da to stori kasneje. To se pravi, vsi, da bi tako rekli, razredi, so pri vas kar zmešani skupaj. Tako je. Tako je tak prostor, to je osrednji prostor, to je eden izmed trakov, se pravi zgodbe. Imamo tudi radi zgodbe, mogoče o tem še kasneje. Dejansko ne najdemo table v razredu, ne najdemo se pravi mesta, kjer je učitelj in govori otrokom, ampak gre za se pravi katedra. Načeloma otroci delajo individualno, na tole imamo vrtec, ampak podobna slika se potem ponovi tudi naprej v osnovni šoli. Bodi si, da delajo otroci individualno, konkretno tukaj vzgojiteljica predstavlja nek material otroku in tako je tudi v šoli, v manjših skupinah se tak material predstavi otroku in potem otroci večinoma časa delajo sami s tem materialom, veliko pa že vidijo pri starejših otrokih, kako se s tem materialom dela, oziroma starejši otroci včasih razložijo, kako se s temi materiali To je recimo ta vaš center, ne? Tako. Ja.
Kako ste pravzaprav začeli s tem? Torej, to je kar velik zalogaj. Ne? Vi ste kot inštitut, ste podjetje. Ne? Kako ste s tem začeli? V bistvu, ko smo začeli v najetih prostorih. Najprej v Preski, v Medvodah, in potem, ko je šola rasla, smo potem tudi kupili zemljišče, potem je bilo potrebno še kar nekaj časa, da smo uredili vso gradbeno dokumentacijo. Bil je pa zanimiv že začetek, pač enostavno zalogaj je bil na začetku velik za nakup parcele in smo se na tak način zorganizirali, da smo vprašali znance, starše, da smo zbrali mikroposojila in na tak način kupili zemljo in potem čez nekaj let, ko je poslovanje zraslo, smo lahko s pomočjo kredita zgradili tudi Torej, objekt. Vi imate zdaj vrtec in osnovno šolo. Vrtec, osnovno šolo, pri nas se pa odvija tudi večinoma izobraževanj za pedagoge Montessori. Koliko otrok pa je to? Se pravi, v šoli je blizu 200 otrok, v vrtcu pa gre za 6 skupin, je pa blizu 100 otrok. To je ogromno. Kaj pa pri vas, vrtec, šola? Pri nas jih je 150 v osnovni šoli, pa 99 v vrtcu. To je pa zelo veliko. Torej, zdaj vsi otroci iz vrtca Montessori ne gredo potem tudi v osnovno šolo ali pač, ali kaj se tu zgodi? Nekateri otroci nadaljujejo po Montessori poti in grejo v Montessori šolo. Glede na to pa, da sta v Sloveniji trenutno 2 Montessori šoli, je teh otrok malo. Ostali otroci pa nadaljujejo po ostalih osnovnih šolah v bližini svojega doma in grejo čisto normalno naprej. Ampak zdaj, kakšna je prednost? Zakaj se ljudje res odločajo? Ali je to neka modna muha, ali ima ta metodika res neko bistveno prednost pred običajnim vrtcem ali pa otroci, ki sploh niso v vrtcu? Pedagogika Montessori je po mojem mnenju predvsem način življenja in starš, ki se odloči, da vpiše otroka v ustanovo Montessori, si izbere to zavestno, odločitev sprejme iz sebi znanih razlogov, zagotovo pa otroku na ta način omogoča celostni pristop. Se pravi, da je v ustanovi, kjer razvija tako svoje znanje, kakor svoje socialne kompetence, če je v katoliški ustanovi, potem tudi duhovne kompetence preko kateheze dobrega pastirja in raste v svojih sposobnostih, predvsem tam, kjer lahko. Pedagogika Montessori, tako smo že rekli, ima to srednjo misel, da sledi otroku in otrok lahko v okolju, ki je pripravljen in ob pripravljenem odraslem, napreduje, se razvija, se uči. No, zdaj, takole malce sem prebrala o tej metodiki. Takole pravijo, da obstaja material za praktično življenje, to se pravi, da otrok dela sam, čisti čevlje in tako naprej. Lahko poveste kaj več o tem. Seveda, material za občutek, mogoče je to. Malce nam povejte, kako dejansko otrok funkcionira v tem Montessori okolju. Omenili ste področje vsakdanjega življenja. Del aktivnosti je točno tako, kot ste rekli, to pomeni, da otrok dejansko skrbi zase, da se zna obleči, da se poskuša obleči, da si sami postrežejo, da si malico pripravijo, že zelo majhni znajo sebi ali drugemu postreči. Del teh aktivnosti je pa prav vodeno pripravljen kot neke vrste, tudi tukaj imenujemo material, čeprav je pladenček sestavljen, ne vem, iz 2 vrčkov, s katerim je otrok se uči prelivati ali presipati vsebino tega lončka. Kar ga seveda po eni strani neposredno pripravlja, da to zna, ali pa da za zajemalko zajema, da si zna postreči juho. Vedno pa imajo ti materiali tudi posredni cilj, ki vodi do priprave roke na pisanje kasneje, recimo, do tega, da se seveda znajde tudi v eni skupnosti ali pa v tej strežbi drugemu ali pa jaz sam. Skratka, vsi ti materiali in njihov namen je zelo domišljen, je zelo kompleksen, kaj vse otrok razvije s tem, ko
na nek način preprosto, recimo rokuje, kot sem rekla, z 2 vrčkoma ali pa in tako je z vsemi Montessori materiali, imajo posredne in neposredne cilje. Torej, če bi želeli doma ustvariti tako Montessori okolje, pustimo otroku, da vse dela sam. Ja, vse, kar zmore, in vse, zlasti pa vse, kar ga zelo vleče. To bo usvojil z eno strastjo in z eno lahkoto, tudi Martina prej omenila, občutljiva obdobja, ko se v otroku nekaj odpre. Tisti, ki ste starši, boste vedeli, da recimo eno tako občutljivih obdobij hoja po stopnicah, ne. Naenkrat, ne vemo točno kdaj, bi otrok po stopnicah gor, po stopničkah dol. Jaz včasih rečem, tudi če se starš takrat prestraši, si še premajhen, se bo otrok kasneje naučil hoditi po stopnicah. Ampak nikoli s takim žarom, s takim veseljem in s tako lahkoto, kot takrat, ko se je to v njem zbudilo. Ne? Tako da na tak način prepoznavamo ta občutljiva obdobja pri otroku. Marija Montessori je tudi jasno postavila okvirje, kdaj se zgodi natančno, pa vemo šele z opazovanjem tega konkretnega otroka. In ga takrat podpremo. Torej, Marija Montessori, rekli smo, ona je pač rojena še v predprejšnjem stoletju, tako moram reči, ne v 19. Zdaj, seveda, takrat so mogoče otroci bili drugačni, ali so v bistvu taki kot danes? To je zdaj zanimivo vprašanje, ker ona je opazila neke meje, mogoče danes otroci kakšne stvari že prej ali pa kasneje počnejo. Ja, čisto prav imate. Otroci ali pa človeško bitje v enih osnovah ostaja enako. In je v teh svojih osnovnih potrebah, v tem razvoju se niso bistveno spremenile stvari. Po drugi strani pa se je okolje otroka izjemno spremenilo. Od takrat do danes in to tudi prepoznavamo. Ne? Čeprav so mnogi materiali preživeli čas in so še vedno nagovarjajo otroka, še vedno so tisti, ki otroka podpirajo v njegovem razvoju, pa je pri sodobnem otroku marsikaj tudi drugače, kot je bilo takrat in odgovarjamo na konkretno potrebo tega otroka. Dobro, torej material, zdaj smo pogledali, to je bil material mogoče za jezik, ne, ko smo pokazali to črko, obstaja pa tudi material za matematiko. Ne, in bomo mogoče zdaj boste, gospod Dvornik, predstavili, tu imamo neke kocke, kako se učijo otroci matematiko, kaj je tu? V vrtčevskem obdobju otroci nimajo posebej okolja pripravljenega za matematiko. Matematika se, bom rekla, da utihotapi povsod, pa v resnici je nimamo tako kot okolje takšno, imamo vsakdanje življenje, jezik, imamo pa zaznavanje in otroci na področju zaznavanja se srečajo z binomno in trinomno kocko, pri kateri takrat, če čisto brez neke številčne predstave, usvajajo en vzorec, ki jim kasneje pomaga, da lahko ponotranijo neke matematične izraze, s katerimi so nekateri v srednji ali pa v osnovni šoli imeli kar izzive, oni pa s pomočjo binomne kocke naredijo to v vrtcu in potem v šoli kasneje. Nam lahko pokažete, da bomo razumeli, kaj je zdaj binomna kocka? To je škatla, je shranjena binomna kocka, ki smo jo prej že razstavili. To se pravi, kaj zdaj sestavljate? Sestavila bom binomno kocko. In zakaj binomna? In zakaj kocka? In kaj pomeni otroku? Otrok v tej starostni dobi predvsem mu pomeni to, da ima občutek uspeha, ko zmore sestaviti kocko in pride do te popolnosti. Vsak material ima mikavno točko, kjer dobi občutek, da je uspešen in to je zagotovo ta modra kocka, ki jo da nazadnje, in pa kontrolo napake. Se pravi, kontrola napake je tu lahko, če bi zlagal v škatlo, da se škatla zapre, oziroma ko pogleda celotno postavitev, da stoji, da ima obliko, v katero je pričakoval. Ampak kaj iz tega nastane kasneje, ko se uči računstvo in matematiko? Kaj izhaja iz tega?
Ja, binom kvadrat, kub binoma, se pravi a plus b v oklepaju na kvadrat, dejansko predstavlja to kocko. To je ta vidik abstraktnega, ki ga otrok od 0 do 6 let še ni sposoben. Marija Montessori to obdobje imenuje tudi, da je značilno po srkajočem umu. Otrok intuitivno dojema okolico in tako kot je Martina rekla, je v tej okolici skrita formula, ki jo seveda otrok takrat še ne razume. Točno pa ve, da je ena rdeča kocka, da je ena modra kocka, da so 3 kocke rdeče pobarvane ob strani. In potem kasneje, ko pride do matematike v osnovni šoli oziroma v srednji šoli, do formule za kub binoma, takrat se spomni dimenzije in kocke, ki so jih kot otroci sestavljali. Tako je marsikakšen material skrita ta kasnejša formula. Kasnejša formula in pa seveda te materiali, ko ste prej spraševali, v čem smo drugačni, v čem je Montessori drugačen. Pravzaprav je to, da otroka na nek način zmotiviramo. Če starejši otroci delajo s takimi kockami, če so delovno zagnani, potem to mika tudi mlajše otroke. Potem to ni nekaj, kar je napor, potem to nekaj, kar je težko. Če povem za osnovno šolo, potem lahko rečem, mi ne obljubljamo, da bodo zdaj otroci znali več, da bodo znali, ne vem, cel leksikon na pamet, namesto pol leksikona na pamet. Jaz pač rečem, da lahko pridejo skozi obdobje osnovnega šolstva in pridobijo vse potrebno znanje in to na tak način, da radi hodijo v šolo, da se radi učijo oziroma spoznavajo nove stvari in to se nam zdi že pomembno, da ni učenje nekaj, kar je potrebno, da ni to učenje za oceno, zelo velik poudarek dajemo na notranjo motivacijo. Prej je tudi Martina povedala, da gre za materiale, ki vsebujejo korekcijo, se pravi, otrok sam vidi, ali je neki material naredil pravilno ali ne. In s tem tudi, ko mu uspe narediti stvari, je notranje zadovoljni. In to notranje zadovoljstvo spodbujamo, gojimo in če se le da, ne dajemo zunanjih motivacij, naprimer v obliki ocen oziroma drugih stvari. Naprimer, če pa pogledamo vrtčevsko obdobje, pa lahko rečem, da je dejansko Marija Montessori res razvila program, ki je primeren otroku, ki ni tisti program, ko poveš nekomu takole in takole je potrebno delati, ker otrok tega ni sposoben, ampak ga sami materiali vodijo skozi vse razvojne potrebe, ki jih ima človek, razvoj po fini motoriki, grobi motoriki, naprimer, že v obdobju 0 do 3 imamo terilnike in te terilniki so potrebni za utrjevanje rok za pisanje. Tako da dejansko priprava za pisanje se začne že domišljeno že v obdobju 0 do 3 in potem naprej skozi 3 do 6 dejansko pisanje, računanje. To otroci, preden grejo v osnovno šolo, načeloma že vse obvladajo. Ampak kako je dejansko s temi ocenami? Ne? Recimo ta prva triada, namreč v Sloveniji so predpisana ti pregledi znanj oziroma NPZ in nacionalno preverjanje znanja za prvo triado, drugo in tako naprej. Kako se ta vaša šola potem vključi v ta obvezna preverjanja? Ja, zanimivo je predvsem v prvi triadi, tukaj nam je tudi žal, da je to preverjanje obvezno tudi po prvi triadi, do zdaj tega ni bilo potrebno, ker dejansko naš program poteka drugače in program vodi otroke na drugačen način in za nekatere stvari, z nekaterimi stvarmi smo že naprej, naprimer tako pri razumevanju matematike, kot tudi pri pisanju. Nekaterih stvari pa še enostavno ne obdelamo in seveda to izkazano znanje, preverjanje ni v skladu z našim programom. Na koncu osnovne šole, 9. razred, seveda v tem obdobju pa mora otrok osvojiti potrebno znanje, ki smo ga tudi zapisali v program. Tam pa pač normalno otroci to znanje izkažejo in kar imamo mi izkušen, do zdaj so bili otroci tudi uspešni, ne glede na to, da smo se lotevali
učenja otrok na drugačen način, da smo mogoče nismo toliko posvečanja pozornosti dali preverjanju, namreč skozi celo osnovno šolo mi nikoli ne ocenjujemo, tudi v zadnji triadi ne, otrok na podlagi testov, ampak gre bolj za tako imenovano opisno ocenjevanje. Kljub temu otroci na koncu osnovne šole pač napišejo te teste in do zdaj so bili vedno pri njih, pri tem eksternem preverjanju tudi uspešni. Torej, spričevala so ali ne? Spričevala so. Kakšne so ocene? V zadnji triadi, 7., 8., 9. razred, predvsem zaradi vpisa v srednjo šolo. Ja. Tako da ocene so običajne, kot spravi od 1 do 5. S tem, da preverjanje pa ni takšno, kot sem prej omenil, da bi otroci že tekom leta pisali kontrolne, bili spraševani, ampak gre za spremljanje otroka tekom leta in pa na koncu tudi neka samoevalvacija, kjer pač potem otrok tudi na podlagi kriterijev, ki so otroku znani, se pravi sodelovanje, naloge oziroma dela, ki jih mora narediti, če jih je naredil, razumevanje stvari, na podlagi tega potem dobi tudi oceno. No, zanimivi so, zdaj, če gledamo tili materijali za jezik, ne, kako v bistvu že v prvi triadi, pa mogoče že prej v vrtcu, kako otroci spoznavajo, kaj je stavek, kakšne so te stavčne oblike, ne, lahko malce razložite. Ja, otroci se že v vrtcu, predvsem je v vrtcu namen tega materijala, da spodbuja branje. Otroci, ko pričnejo brati, jim ponudimo material, preko katerega pa potem tudi začnejo spoznavati besedne vrste. Tu imamo škatlo. In v tem zavoju so notri simboli, s pomočjo katerih lahko simboliziramo različne besedne vrste. Črn trikotnik simbolizira samostalnik, njegovo trdnost. Samostalniki so tiste besede, ki poimenujejo vse, kar je okrog nas, in dejansko tudi vse, kar čutimo. Potem so glagoli. Glagol je simbol krog, rdeč, to živost, ker je kot predmet krogla, ki pa nazarja gibanje. Potem pa so še ostali. Zaimek, predlog, pridevnik. Malce dvignite, da malce vidimo. Zdaj, zaimek je tak bolj... Zaimek je vijolični trikotnik. Mi včasih rečemo, ker je tako ponosen, da je celo samostalnik prerasel, ker samostalnike ponavadi zamenjamo in nadomestimo zaimki. Zanimivo recimo je, da sta prislov, je oranžen krog in pa glagol je rdeč krog, ker ponavadi stojite skupaj, ne vem, hitro povej, ali pa hitro steci, ali pa smukajoče zapoj pesem. Pridevniki pa so modri trikotniki, ki ponavadi stojijo poleg samostalnika. Lepa miška. Obarva samostalnik. Ja, zelo zanimivo. No, zdaj seveda, če pogledamo, tole imam tak zvezek, tole sem pripravila, bom pokazala. Takole je zdaj videti neko pisanje, ne? Recimo upam, da bo kamera ujela. Zdaj Maša je črn trikotnik, to je samostalnik. Zdaj veznik je očitno krog, oranžni krog, ne? Potem je Maša in ti, ne? Ti je zdaj zaimek, je vijoličast trikotnik, ki je prerasel samostalnik, je ta visoki. Pripravljata je rdeč krog, ne? Okusne, to so je pridevnik k samostalniku, modr trikotnik in piškote črn trikotnik. Samostalnik, ja. To je zelo zanimivo, ne. Torej zdaj tisto, kar seveda mogoče manjka, so skloni, sklanjatve, števniki, dvojina. Kako je s tem potem kasneje? Tu morate vedeti, da to je zvezek, ki ga so zapisali otroci v 2. in 3. razredu. In tu se res srečajo z prvimi simboli, s prvim poimenovanjem določenih besednih vrst, določanjem, in vse to vodi preko materijala. Kasneje pa ta material nadgradimo in vsako besedno vrsto raziskujemo v njenih specifikah, recimo glagol v vidu, v prehodnosti, v naklonih, samostalnike v sklonih, spolih, številih.
Poleg tega pa se otroci že srečajo tudi že s samostalnikom glede na spol, glede na število, tudi sklone raziskujejo. In materiali se na nek način nadgrajujejo, po drugi strani pa materiali počasi stopajo kasneje v drugi in tretji triadi v ozadje in pridejo otroci na abstraktni nivo. Tako da preko teh materialov otroci naredijo neko podlago, svoje temelje, na katerih gradijo, da kasneje lahko samo s svinčnikom, zvezkom in papirjem rešujejo naloge. V tej prvi fazi vrtec, prva triada pa zagotovo delajo z materiali. No, ampak je pa zanimivo, ne, to oblikovno oblika za glagol, oblika oziroma pridevnik ali pa zaibek, to potem zelo olajša tudi učenje tujih jezikov, ne, ker tudi tam so take stavčne oblike. Kako je s tem? Ja, zelo hitro se zgodi lahko ta preskok, zato ker gre samo za specifike posameznega jezika in otrok način dela že pozna. In strukturo. Vsak stavek ima nek glagol, ne? Tako vede, in so tudi simboli enaki. Za določni člen D, ki je v angleščini, ga v slovenščini nimamo, ampak tega se hitro priučijo in korak za slovenščino se nadaljuje na področju tujih jezikov. Ampak to je bilo treba prilagoditi za slovenski jezik, ne? Kako ste to naredili? Vsi materiali, ki so v slovenskem jeziku, so specifično izdelani z slovenskimi Montessori pedagogi. Nekaj jih je se skupinsko natisnilo, ne? Nekateri materiali pa jih izdelujemo sproti, jih sproti tiskamo in prilagajamo glede na to, kakšne so potrebe in besedila, s katerimi poučujemo. Glavnina jezika ali pa osrednja misel jezika pa je poenotena. Tako da imamo že vnaprej pripravljen material. Je pa ena izmed značilnosti materijala Montessori tudi ta, da določene barve in določene oblike imajo povsod isti pomen. Tako pri matematiki kot pri jeziku. Črna je vedno samostalnik v jeziku, rjava je pridevnik, rdeča je glagol in te barve se gradijo ves čas. Pri matematiki je glede na to, ali je seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje barva, ali so enice, desetice. Vse stvari imajo določeno barvo, tako da otrok ne glede na to, ali vstopa v Montessori okolje v Ljubljani ali Mariboru ali kjer druge, so barve, ki so vnaprej določene in se jih spoštuje in na ta način tudi otrok, kjerkoli vstopi v okolje, vstopi v njemu domače in znano okolje. Gospod Demšar, to so vse licencirani programi, ne? Ampak niso vsi vrtci v Sloveniji licencirani. Kako je s tem? Lahko rečem, da kar je ključno za izvajanje Montessori pedagogike je, da imamo pripravljene materijale in pa da imamo izobražene vzgojitelje oziroma asistente po tej metodi. In lahko rečem, da praktično skoraj vsi vrtci imajo izpolnjujejo te pogoje. Je pa res, da smo na ravni Slovenije naredili združenje Montessori, ki se tudi prizadeva za kakovost teh vrtcev, tako da združenje podeljuje tudi certifikate in praktično večinoma vrtcev je tudi v teh procesu certificiranja oziroma je certificiranih, tako da lahko rečemo, da je Montessori pedagogika na relativno visoki ravni postavljena v Slovenijo. Prej pri privajanju sem hotel to dodati, da je bilo to kar nekaj dela. Se pravi, predvsem je tukaj dobro imeti slaviste, ki so tudi izobraženi v pedagogiki Montessori oziroma sodelovanjem, kako prenesti določene stvari. Je bilo kar nekaj dela, je pa tudi res ta prednost, ko je prej Martina omenila, ne samo znotraj Slovenije, ampak otrok, ki pride v to okolje v tujini, kar nekaj teh izkušenj smo tudi že imeli, se v tujem razredu znajde, ker so podobni materiali, matematika je enaka in je to tudi ena velika prednost pri prehajanju, pa tudi pri prehajanju iz vrtca v osnovno šolo. Zato, ker mnogo materialov je enakih oziroma se v osnovnih šoli predvsem samo nadgradi. Tako da je en tak zelo zvezen prehod iz vrtca v osnovno šolo, se pravi, ni tisto, včeraj smo se še igrali, kot če temu tako po domače rečemo, zdaj se pa začne šola, ampak je prehod zelo zvezen in ga
otrok skoraj ne opazi. Ker je vse čas nekje na neki ravni abstrakcije. Oziroma ima pripravljeno okolje, ki je podobno, katerega sem prej govoril, da je zelo pomembno v pedagogiki Montessori, da se otrok uči v pripravljenem okolju in ni toliko poudarka prenosa znanja iz učitelja kot posredne, kot nosilca znanja otroka. No, glede na to, da so uršulinke prinesle to metodo, pa tudi vi delujete v sklopu zavoda Antona Martina Slomška, vi sicer ne, ampak me zanima, ali so bile pri registraciji te metode v začetku na Zavodu za šolstvo in sploh v tem šolskem sistemu, so bili kakšni pomisleki glede duhovnosti? Ste slišali kaj takega? Jaz mislim, da je zasebno šolstvo kot tako oziroma drugačni pristopi pedagogike vedno vzbujajo neke dvome, pomisleke, zelo odvisno od ljudi tudi. Nekateri se jih razveselijo drugačnosti, drugi se jih mogoče malo ustrašijo. Seveda, te birokratski procesi so včasih tudi zelo naporni in bi človek obupal ob njih, in tisto, kar je najboljše po takem času včasih je, da stopiš malo v razred, da vidiš zopet otroke, da vidiš, kako z veseljem delajo in potem imaš zopet veselje, da greš naprej. Ampak ja, vse stvari so bile potrjene. Moram reči, da kar se programa tiče, vse potrjevanja programa osnovne šole Montessori, pa tudi spremljanje, ki je potekalo, je bilo praktično zares z zelo majhnimi pripombami. Tako da so bile redno vsa poročila potrjena, da so vsi cilji dosegani in tako da je bilo, se mi zdi, da potekalo, kar se tega tiče, zelo dobro. Ker če sem prav brala o tej pedagogiki, tu se otroku ne vsiljuje nekega mnenja, ne? Kako je s tem? Ja, otroci si želimo, da se izrečejo o stvarih sami, da jim puščamo ta prostor, tako da, kot je Pavel prej že rekel, ne, ali pa Martina, ni tega samo jaz kot učitelj predajam znanje, vsak material je na nek način učitelj in otrok skozi rokovanje s tem materialom usvaja neko vsebino, ob tem pa spodbujamo to, da seveda gradi tudi samostojnost z vidika mnenja o stvarih, ki jih doživlja, ki jih vidi, da si upa vprašati, da ni... Smo rekli, da bomo danes govorili o gospe napaki. Ja. Tako jo je Marija Montessori poimenovala, morda Martina, kaj povejte. Ja, pedagogi ne uporabljamo, recimo zanimivo je, da mi ne uporabljamo rdeče barve. Rdeča barva pri nas pomeni, da je to neka novost in z njo zapišemo samo tisto, kar je novo. Napake in popravljena dela pa so vedno z drugimi barvami. In napaka kot taka, je že Marija Montessori rekla, da je gospa napaka, ker nas vedno nauči nekaj novega. Če napake kot takšne ne bi bilo in je ne bi zaznali, bi potem vse stvari tekle kar enolično naprej in se dejansko sploh ne bi ustavili. Ko pa mi ugotovimo, da smo nekaj naredili narobe in najboljše je, da nas pri tem vodi material sam, pa potem se ustavimo in ozavestimo in to potem popravimo. In pri otroku ravno to želimo spodbuditi, da se otrok ustavi in sam poskusi najti način, kako bo to rešil, da bo to v naslednjem trenutku pravilno. In te aha momenti so za nas najbolj dragoceni. Meni osebno je najbolj dragoceno, da otroci z veseljem prihajajo v sobo in pa z veseljem rokujejo z materiali. In ta heterogenost oddelkov nam omogoča, da je ta prenos informacij med njimi. In zelo velikokrat se zgodi, da si otroci sami rečejo, to ni bilo v redu, to bi moral narediti na ta način. Ampak ta informacija, ki prihaja strani njih ali pa strani materijala, je popolnoma drugačna, kot pa če jo podam jaz kot učitelj oziroma odrasel v okolju Montessori. Zato je tako dragoceno, da jim pustimo to, da sami preusmerijo in s pomočjo ali nas, odraslih, ki jih vodimo, ali pa z materialom sovrstnikov, ugotovijo rešitev in potem naredijo pravilno. Ker pa so te skupine mešane, ne, starejši in mlajši, je pa tudi veliko te vzgoje z osebnim zgledom, ne, da otroci preprosto oponašajo starejše. Kako je s tem? Otroci so vsi med sabo zelo velik zgled, motivatorji. Tako pozitivne kot negativne informacije med njimi hitro zakrožijo. Ampak
če izvzamemo ta delež, da si med sabo res lahko veliko pomagajo. Mi imamo recimo predstavitve za prve, druge in tretje razrede v sobi, tako otroci, ki so starejši, opazujejo, kaj smo predstavili mlajšim, na ta način ponotranijo, ponovijo, se spomnejo, rečejo, aha, to pa smo delali, zdaj pa bojo delali to. Mlajši otroci pa opazujejo in gledajo, kaj jih čaka. In meni zelo dragoceno je, da otrok ni potrebno siliti, da berejo. Otroci z veseljem berejo. Zaradi tega, ker vidijo starejše, ki berejo tekoče, ki berejo debele knjige, ki berejo zanimive knjige lahko tudi prinesejo v šolo in na ta način motivirajo druge, mlajše, da se soočajo s svojo vizijo branja, ki na začetku zagotovo ni lahka, skoraj pri nobenem ne gre brez zapletov. Ampak kasneje otroci, ko zberejo, vejo, da jih čakajo te zanimive knjige, ki osrečujejo njihove sovrstnike in prijatelje. In tu je ta prednost teh heterogenih oddelkov, da so res eden drugemu v spodbudo. Torej, kako dolgo so vsi otroci v istem oddelku in kako dolgo imajo, da tako rečem, ročne materiale, delajo z rokami, s temi pripomočki, kdaj se začne popolna abstrakcija? Kombinirane oddelke imamo praktično v celi vertikali, od vrtca do osnovne šole, pa tudi potem kasneje v gimnaziji so lahko. Ki je pri nas ni, ne? Ki je pri nas še ni. Ja. Kar se pa tiče samih materialov, tukaj je pa predvsem seveda zelo značilno, začnejo se že v obdobju 0 do 3, ampak tak bolj zajeten del se začne v obdobju 3 do 6, ki potem gre tudi v prvo triado. V drugi triadi je tega že nekaj manj, so pa še močno prisotni. To se pravi od 3. do 6. ali tako, od 3. Druga triada od 9 do 12. Let, govorite let. Od 9 do 12 let. Let, ja, govorimo o razredih, 4. do 6. Ja. Tako. 4. do 6. razred. Ja. Ja. Potem tretja triada od 7. do 9. razred, takrat pa praktično teh materialov ni več. Lahko jih uporabimo, da se spomnimo pri kakšnih abstrakcijah, kako smo s temi materiali že delali, ko smo bili v nižjih razredih. Drugače pa načeloma je pripravljeno okolje, pomeni gradiva, listi, ki jih pripravimo, naloge, leksikone, pač tukaj gre potem že bolj na abstraktni nivo. Torej, srednje šole pri nas ni, je samo vrtec, vsi iz vrtca ne gredo v osnovno šolo, v osnovni šoli sta 2, če prav razumem, ne? Torej, zakaj ni srednje šole? To bo pa Pavel najbolj pravi odgovor. Izvolite, gospod Pavel. Ja, poglejte, jaz mislim, da dobre stvari rastejo počasi in tako, kot smo potrebovali 10 let od praktično ustanovitve prvega vrtca do tega, da smo začeli z osnovno šolo, je potrebno tudi, da se namnožijo osnovne šole, zato da bo dovolj otrok za srednjo šolo. Pač, če temu tako rečem, 15 let, ko smo prvo generacijo otrok poslali v srednje šole, tega je zdaj že 6 let, to spet ni tako dolgo. Prvi se pravi, otroci so zdaj v drugem letniku fakultete. In ja, tudi ta potreba obstaja, povpraševanje je pa v tem trenutku mogoče res en velik pritisk oziroma velika potreba potem, da bi zorganizirali še kakšno osnovno šolo, ker je dejansko to pomanjkanje in potreba velika. Verjamem pa tudi, da bo nastopil čas, čez kakšnih par let, da bo tudi prišlo do osnovne šole. Torej, če prav razumem, je povpraševanje večje, kot je ponudba. Koliko ljudi bi želelo vpisati otroke v vrtec, osnovno šolo, pa ne morejo, ker pač ni dovolj osnovnih šol? Ja, tu smo Ljubljana in Maribor vseeno v nekaj drugačnem položaju, zaradi tega, ker imajo tudi po programu Montessori imajo prednost otroci iz Montessori vrtcev. V Mariboru sta samo 2 Montessori vrtca, v Ljubljani jih je precej več, zato je tudi število kandidatov v Ljubljani večje kot v Mariboru. Ampak tudi v Mariboru je vedno več otrok, kot jih lahko sprejmemo in je brez da bi promovirali v bistvu na podlagi od ust do ust, bom rekla, pa reklame na podlagi izkušenj, ki jih imajo starši,
Zdaj imamo ravno februarja bo opis nove generacije, ki je spet večja, kot je možno. V Ljubljani je pa zadrega še večja. Ne? Potem vi tudi zavrnete koga? Ja, žal, ne gre drugače. Kaj je kriterij? Pač kriteriji, kot smo že prej rekli, so to, da je otrok že obiskoval vrtec. Ja. Potem pa se srečamo tudi z družino in z otrokom poskušamo preceniti, koliko so posamezne družine in otroci pripravljeni za vstop v šolo. Ja, kaj to pomeni pripravljeni za vstop v Montessori? Ja, to pomeni, v samem vrtu, ko otrok stopi v vrtec, vidimo, koliko se znajde z materijali, koliko ima močno koncentracijo in pač kar nekaj takih stvari, ki jih lahko opazujemo. Pa seveda tudi nekje eno razumevanje same metode. Je pa tako, da žal je težko izbirati med starši, ki so večinoma, lahko rečemo, pripravljeni, otroci so pripravljeni. Na koncu seveda tudi sestavljamo neko ravnoteženo skupino in potem pač z takih različnih kriterijev. Je pa seveda, rekel, tako delo nehvaležno, ker imamo pred sabo starše, ki bi radi šli v šolo in zato si pač tudi prizadevamo, da bi še kakšna šola nastala in upajmo, da se v naslednjih letih. Je pa seveda to tudi plačljivo, ne? Lahko kaj rečete o tej ceni? Osnovna šola pač prostor in pa 15% razširjenega programa država ne plača. To je tisti del, ki ga morajo starši plačati. Prostor, ne? Torej te učilnice, celoti, ja. Prostor v celoti. Seveda tukaj pridejo pa še določene dodatne stvari, kot so materijali, kot so izobraževanja učiteljev, ki jih tudi tako ali drugače vsaj delno moramo financirati. Nekateri učitelji igrajo sami na izobraževanje, nekaj jih tudi sami pošljemo. Tako da tukaj seveda nastanejo določeni stroški, ki pa so seveda plačljivi za starše. Je tudi pri vas to plačljivost ista ali mogoče kaj pokrije zavod? Ne, kar je te razlike, jo pokrijemo starši. Tudi. Tako da je primerljivo. Z Ljubljano mogoče je nekaj nižja cena pri nas na Štajerskem, ampak je zelo primerljivo. No, že gospod je omenil recimo to izobraževanje. Ne? Kako dolgo se nekdo izobražuje, da je pedagog, vrtčevski pedagog v tej Montessori metodi? Že v izhodišču ima univerzitetno izobrazbo, če govorimo o osnovnošolskem učitelju, in na to naredi še študij, ki je približno 3 leta. To seveda ni vsakodnevni študij, to so ljudje, ki so običajno že zaposleni ali so pač v nekih drugih življenjskih okoliščinah, ko so potem ta izobraževanja umeščena v podaljšane vikende, pa v počitniški čas in ne malo ur dela, ki se ga opravi ob predavanjih, priprava priročnikov, ki so vse te priprave, ki jih učitelji v javnih šolah delajo na ta nam znan način, so v bistvu ti albumi, ki jih napišemo študentje Montessori, tista naša priprava na... Torej, albumi to nadomeščati učbenike osnovne šole, kako je s tem? Lahko delno tudi rečemo, ja. Sicer pa imate iste učbenike kot osnovna šola? Nimamo učbenikov. Sploh nimate učbenikov. V Montessori okolju so materijali in pa zvezki, v katere otroci pišejo, učbeniki kot taki pa ne obstajajo in delovni zvezki, ampak je samo pripravljeno gradivo, ki ga pripravi odrasel in dodaja neko razširitev osnovnemu materialu Montessori. Zdaj, če bi pogledali tukaj, recimo ta material, ki smo ga kazali prej za glagole, samostalnike, besedne vrste, bi bil recimo dodaten list, da bi bili mogoče simboli narisani, pa določene besede in bi jih potem otroci uvrščali. To bi bile razširitve na podlagi tega materijala. Vnaprej pripravljenih priročnikov, takšnih, da bi jih otroci odnesli domov preševali, ali pa vadnic, tega pa nimamo. To je pa zelo zanimivo. Torej tudi zadnja triada osnovne šole, kjer so sicer starši zasuti s temi delovnimi zvezki, stroški za učbenike, tega ni. Ne. Delovnih zvezkov nimamo, kar se tiče učbenikov, jih imamo na polici kot gradivo. Pač tudi ta učbeniški sklad, ki obstaja, je
tudi na razpolago. Je pa to eno od gradiv, se pravi, ne gre za učbenik, kjer je zbrano znanje, ki ga otrok mora osvojiti, ampak mi imamo posebej pripravljene materijale, ki seveda vključujejo tudi znanje, ki je potrebno, da ga otrok osvoji v osnovni šoli, vendar učbenik je lahko eden od virov, ki ga otrok poišče. Na razpolago so pa tudi drugi viri, leksikoni, pač atlasi, ki so namenjeni. Kako ste se vi trije srečali s to metodo? Vi po osnovni izobrazbi niste pedagogi, ali kako je s tem? Ne, jaz sem po osnovni izobrazbi inženir elektrotehnike in z nadgradnjo ekonomije, tako da sem bil v gospodarstvu dolgo časa. Zdaj, jaz sem se srečal s pedagogiko preko moje žene Melite, ki je dejansko tudi za to pedagogiko začela. In moram reči, ko sem se prvič srečal s tem, ko je začela razlagati, mi je na nek način bil tisti prvi aha efekt. V industriji potrebujemo kadre, veliko je debate, kakšne kadre, pa se točno je to, kar tam potrebujemo, pa se toliko razpravljamo in govorimo, kaj bi morali spremeniti, da bi to dejansko v šolskem sistemu, da bi bilo več inženirjev, da bi bili kadri pripravljeni, ko pridejo v šolo in izšolani in zvežbani. Tako se mi je zdelo en tak dodana vrednost predvsem tega celostnega razvoja, timskega dela in tako naprej. No, in potem, ko je žena odprla vrtec in kasneje, ko smo se začeli spogledovati s šolo, so se videla, da je tole velik zalogaj. In ko smo odprli osnovno šolo, sem potem jaz tudi se pridružil in sva skupaj to šolo ustanovila. Zdaj pa tudi izobražujete? Izobražujemo že prej, že ves čas za pedagoge. Tako da šola je nastala kasneje. Kaj pa vi? Jaz pa sem po osnovni izobrazbi profesorica razrednega pouka in sem se v času študija soočala, meni je od nekdaj bilo blizu opismenjevanje otrok. In sem se soočala s tem načinom opismenjevanja, ki pa meni ni bil blizu. In tako sem že v študijskih časih raziskovala Montessori pedagogiko, celo pisala diplomsko nalogo na to temo opismenjevanja in primerjave javnega programa in pa Montessori programa. Potem pa v tistem obdobju ni bilo še izobraževanja v takšnih možnosti, kot je danes. Sem poiskala službo drugje, in iskala možnost za izobraževanje, kasneje pa sem imela tako možnost za izobraževanje kot čas in sem šla na študij, najprej za študij Montessori pedagoga od rojstva do 3 let. Sem rekla, da se otrok rodi iz nič in tudi znanje in tako sem potem začela to pot raziskovanja Montessori pedagogike, da sem zdaj postala Montessori pedagog od rojstva do 12 let in hkrati uresničila svojo željo poučevanja v osnovni šoli in opismenjevanja v prvi triadi. Kaj pa vi, gospa Čeremožnik Parpajon? Jaz tudi nisem pedagoginja v osnovi, sem ekonomistka, ampak sem pa tudi Montessori pedagoginja. Dobro, zdaj nismo rekli še nič o gibanju, mogoče za konec povemo še to, ker to je tudi en pomemben element te metodike in tega dela. Kakšen je poudarek? Kako dosežete, da se otroci skozi prostor sprehodijo in da doživijo ta prostor, da se učijo skozi gibanje? Že v osnovi je delo nastavljeno tako, da otrok v vrtcu gre po material, ga od police prinese na prostor, kjer dela z njim, ali je to na tleh, ali je to na mizi, ga na koncu pospravi, to je sploh fenomen, to nam ne verjamejo, dokler ne vidijo, da je možno, da otrok v vrtcu material nese nazaj na polico in kako to dosežeš doma, pripravljeno okolje to naredi, neka rutina pri otroku in otroci se v tem že zares veliko gibajo. Gibajo se tudi vsaj roke pri rokovanju z materialom, ki je torej izkustveno. In Marija Montessori je tako jasno postavljala to povezavo gibanja in razmišljanja dela uma. Tako da je zelo vključeno. Tudi na stranišče grejo v osnovni šoli, ko pač sami potrebujejo, tudi v vrtcu ne nazadnje, kjer je pač tako organizirano, da je to možno.
ves čas so v gibanju in to vsekakor jim dobro dene, tudi ne prihaja do teh izbruhov energije. Meni je to, jaz imam tam pisarno sredi teh učilnic in mi je to ena bolj presenetljivih, sem verjela, zdaj pa res izkušam, da ni izbruha otrok ves dopoldan. Ja, tako kot če greš v neko osnovno šolo, zazvoni zvonec in potem je ja, pri nas ni zvonca, to je tudi mogoče specifika, ko smo se prej pogovarjali, ni zvonca, ves dopoldan delo teče, otrok si pauzo vzame takrat, ko jo potrebuje, jest gre takrat, ko je lačen in je tudi prostor. Na stranišče, kot smo rekli, tako da ja. In še nekaj ste zdaj omenili, v bistvu pohištvo je po meri otrok, ne? Torej police so nizko, vse je prilagojeno in mlajšim, manjšim in večjim, ki so v skupnem prostoru. Okolje se spreminja glede na starost otroka, tako se spreminjajo višine mize, stolov, omar, polic. Sobe imajo načeloma tudi kuhinjo, kjer si otroci pripravijo sami svoje obroke, da lahko rokujejo. Meni zelo dragocena in blizu je ta možnost, da otrok preko rokovanja z materialom in hoje ponotrani določene informacije, ker vemo, da gibanje spodbuja in pomnjenje. Na ta način otroci pridobivajo znanje, hkrati pa niso omejeni samo na sedenje in prepisovanje ali pa statično računanje. Dobro, magistra Demšar, končajmo z vami. Montessori metoda, pa tudi vaš inštitut in praktično tudi to združenje. Povejte nam čez 10 let, kako bo s tem v Sloveniji? Zanimivo vprašanje. Jaz lahko rečem, da je za nami na nek način 25 let rasti in verjamem, da bo ta rast še naprej v naslednjih 10 letih. Verjamem, da bo nastala še kakšna osnovna šola in morda bo v teh 10 letih tudi že dozorel čas, da bo tudi ustanovljena kakšna srednja šola. Tako da jaz mislim, da glede na to, da so vse ustanove, ki jih imamo, praktično polne, da delujejo na, lahko rečem, zelo visoki ravni, kvalitetno, dobro. Verjamem, da se bo pedagogika naprej razvijala in razširjala, tako da toliko bi bil mogoče moj pogled. Rast. Dobro. Torej, jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta zelo zanimiva zaključke, predstavitev, za vse to, kar ste povedali. Seveda pa bi moral človek dobesedno sam izkusiti, ne, mogoče kot starš ali pa kot nek opazovalec. Hvala lepa za tole predstavitev in za gostovanje v tej oddaji. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.